Bi vas zanimala zgodba o 2550 litrih urina v prahu, ali pa kako si je deskar prislužil Nobelovo nagrado za kemijo, ali pa zgodba z naslovom Mož, ki je preštel neskončnost? Ja, vedoželjni, tole je knjiga za vas. Napisal jo je dr. Saša Dolenc, zabavno pa ilustriral Mitja Medved. Po straneh knjige Od genov do zvezd se je z mano podila Maša. Knjiga Od genov do zvezd naprej opisuje vse od pomembnih, skoraj neverjetnih dosežkov znanstvenikov, delovanja človeškega organizma, pa vse do nekaterih pomembnih zgodovinskih dogodkov. Napisana pa je v bistvu v obliki 30 krajših znanstvenih zgodbic, ki poleg tipične zgodovinske teorije in dejstev vključuje tudi razne znanstvene raziskave in zanimivosti. Ja, to je knjiga, ki na pameten in premeten način širi obzorja. V njej je veliko zgodb, kot si rekla, zato se ne morava dotakniti vseh. Vem pa, da je obema bila všeč tale z naslovom Organ za proizvodnjo sreče. Kaj je tebe navdušilo pri njej? Organ za proizvodnjo sreče je v bistvu kot nekakšen psihološki imunski sistem, ki posamezniku naslika veliko lepši svet, kot je v resnici. Lahko bi se reklo, da deluje kot nekakšen obrambni mehanizem. Zelo zanimivo pa je tudi, kako lahko človeški možgani delujejo kot nekakšen simulator in nam nekatere situacije predstavijo že vnaprej. Odigrajo vse možne scenarije, čeprav, kot piše Sašo, ta simulator sploh ni nepristranski. Meni je bilo zanimivo tudi to, da ne bi se velikost možganov evolucijsko kar podvojila. Zato me prav zanima, kakšne možgane ima v glavi avtor tele knjige, dr. Sašo Dolenc, filozof in fizik v eni osebi, ki ga zdaj pozdravljam med nama. Sašo, lep pozdrav. V tej knjigi je ogromno zgodb, recimo Mož, ki je preštel neskončnost, opazovanje rojstva novega jezika, zgodba o 2550 litrih urina v prahu. Odkot ti vse te tematike in kako izbiraš zanimive teme? Pomembno načelo, ki se ga strogo držim pri pisanju, je, da vsaka tema, ki se jo lotim, najprej mene navduši. Če tema ne prestane tega testa, se ne lotim pisanja, ker vem, da če sebe ne bom znal navdušiti, tudi bralci ne bodo zadovoljni. No, za iskanje novih tematik pa seveda neprestano sledim zelo raznolikim virom in iščem nove zanimive zgodbe. To je zanimivo načelo tudi za učenje ali pa spoznavanje novih stvari tudi sicer. Jaz rad sledim svojemu interesu, grem za tem, kar me zanima, potem pa, če se naučim česa novega, to posredujem tudi drugim. Ja, se strinjam. Ravno zato sem tudi sama najprej prebrala poglavja, ki so se mi že na prvi pogled zdela najbolj zanimiva. Kako ste razumeli najin pogovor? Maša nam je predstavila knjigo Od genov do zvezd. Omenila je, da so poleg teorije in dejstev ob neki temi v knjigi tudi avtorjeve osebne ugotovitve, predlogi za zunanje vire, znanstvene raziskave ali zanimivi statistični podatki. Imate 15 sekund. Na to vprašanje je vijolična ekipa stavila tudi svojega Brichtolina. Torej, obstaja možnost, da dobite 10 točk ali pa nič. Maša je povedala, da 50 kratkih znanstvenih zgodbic poleg značilne zgodovinske teorije in dejstev vključuje tudi razne znanstvene raziskave in zanimivosti. Zato je pravilen odgovor C.